Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o ženski moči. Video je primeren tudi za vas moške, zaradi tega, ker ne nazadnje, ko smo mi ženske v moški energiji, takrat vas sigurno odbijamo. In takrat, ko smo mi v ženski energiji, takrat smo privlačne. Tako da, zdaj ne bom dajala nasvetov za moške, ampak predvsem, kaj lahko mi ženske naredimo, da smo v ženski energiji. Včeraj je bila pri meni na svetovanju ena gospa in ko sva videli, kako pa kaj predeluje, se je izkazalo, da v zadnjem življenju je bila avstro-ogrski žandar. Še v enem prejšnjem življenju je bila nek veseljak na Irskem, pa še v enem drugem življenju je bila vojak in seveda z njenim možem nekako plešeta vsa ta življenja in v tem življenju se je pač odločila, da bo ona ženska in da bo v sebi vzpostavila žensko energijo. In bolj domače se počuti v moški energiji, v hlačah, se veste, da prime, odnese, zrihta in tako naprej. In zdaj se v bistvu uči biti ženstvena, ne počuti se dobro v krilih. In prav, ko sva prišli preko mišičnega testa, sem jo vodila do tega, da je naloga njene duše v tem življenju, da stopi v žensko energijo. Prav naloga duše. In to lahko tudi sami zdaj preverite. Se pravi, ko naredite mišični test, se vprašate, naloga moje duše je, da sem v ženski energiji. Jaz zase sigurno sem v ženski energiji in da je to naloga moje duše. In v glavnem, zdaj pa, kako naj ženska, ki ni vajena biti v ženski energiji, niti v krilih, niti z nalakiranimi nohti, naj stopi v to žensko plat. Ker na konc koncev, če pogledamo zdaj strani moškega, moški, ki je v moški energiji, mu verjetno ni v postelji prijetno imeti še enega desca, mislim, drugače ne morem reči, veste, še nekoga, ki je v moški energiji, saj ima ženske organe, ampak če sta oba dva v moški energiji, glejte, je tako kot magnet, ki se odbije. Se pravi, magneta, ki se privlačita, vemo, da morata biti različne naboje morata imeti. No in prav mi ženske, če želimo v moških vzbuditi še več te moške energije, prav testosterona, moškega hormona in majčkeno spodbuda dejavnosti v postelji, je pametno, da se spravimo pač v žensko energijo. Zdaj pa kaj lahko naredimo? Prva zadeva so seveda obleke. Ne krila, ampak obleke. In zunaj se prebuja pomlad, zmerom bolj toplo bo in prav na podlagi tega, veste, zdaj prihaja toplo obdobje, a ni bolj lepo biti v obleki. In koliko bolj lahkotno je biti v obleki. Tako da pomislite, kaj sem jaz včeraj tej gospe rekla. Sem rekla, daj poskusi, ko greste na neko potovanje ali karkoli, ne si kupovati šare, ampak si kup obleko. Je rekla, veš, da vedno, ko nekam greva, gledam obleke, ampak kupim pa nobeno ne. No, in sem rekla, da bom prav posnela ta video, zato ker jaz to delam. Kamorkoli grem, jaz si kupim obleko. In vam povem, zdaj sem si tako kar prinesla ene par oblek, ker dejstvo je, da recimo, glejte, ta obleka je iz Rima. Potem ta obleka je iz Toskane. Ta obleka je iz Balija. Ta obleka je iz Medžugorja. Ta obleka je pa iz... Kje sem bila s prijateljico na ne Dugem otoku, ampak na Cresu. In v glavnem, in sem si kupila tuniko. Tako da, no, in ta obleka, ta pa ni tako iz nobenega potovanja, ampak sem očeta peljala, da je kupil obleko. In ker je bila njegova obleka cenejša, kot je računal, je rekel, zdaj pa tebi kupim tudi še nekaj. In sem si izbrala eno tako lepo oblekco z bolerom. Tako da v glavnem, glejte, to so moji spominki. Moji spominki so obleke in je tako lahkotno biti čez poletje lepo v kikalici, lahkotno. In to je že ta stimulacija ženske energije.
Na portalu Beba Mur sem prebrala, krilo je okras ženske. In sem ta članek tudi prevedla. In v bistvu stara ljudstva ali pa noše, če pogledamo, ženske imajo vedno dolga krila do tal. Se pravi, obleke do tal. In sploh ta stožec žensko povezuje z zemeljsko energijo, z energijo Gaje. In hkrati zaščiti njeno korensko in spolno čakro, da nekdo ne more pleniti njene energije. In bolj kot hodimo razgaljene in ta del manj zaščiten, več imajo, ne vem, zdaj tukaj beseda, ki mi pride na pamet, pohotni pogledi, lahko pač plenijo našo energijo. Tako da v glavnem, s krilom mi avtomatično povečujemo svojo življenjsko moč. Druga zadeva, zdaj pa to je samo za, pač, vse smo sami ta domači, za vse tiste, ki želite majčkeno spodbuditi svojega moža, veste, kaj naredite? Poleti, ko je toplo, nihče ne more vedeti, a imate hlačke od spodaj ali ne. Ampak dejstvo je, poskuste, kako je to osvobajoče. Osvobajoče, prav da sem rekla. Poskuste. Dejstvo je, da že hlačke, vse kar te stiska, vpliva na to, da je blokiran ta del. In če gledamo naše babice, so nekoč, ker pač niso imele denarja za spodnje perilo, hodile spodaj brez. Poskuste tudi vi, boste videli, kako je to zanimivo. In tega ne more nihče vedeti. Ali pa mogoče, prav ta gospa je rekla, mojega moža pač me rad vidi, da imam kaj lepega na sebi, pa pravim, pa saj se itak pol sleče. To je res. Ampak dejstvo je, da ko pa ženska začne uživati v tem, da ima nekaj lepega na sebi, in zanimivo, sploh ne vem, kje sem to raziskavo pobrala, ampak raziskavo, ki so jo delali, da dejansko lepo spodnje perilo vpliva na samozavest žensk in vpliva celo na inteligenčni kvocient. Delali so raziskave ženske, ki so imele lepo spodnje perilo, so bolje reševale logične teste, kot pa tiste, ki jih niso imele. Ker niso imele perila, ampak ki so imele grdo spodnje perilo. Zato je tako pomembno, da se pač dobro počutimo v svoji koži, ker to izboljšuje samozavest, inteligenco, dobro počutje in nenazadnje izžarevamo več te življenjske privlačne energije. No, veste, v tem primeru se bo pa pol tudi že v posli kaj poznal, da bo kakšna energija stekla. No, tako da to poskusite. Naslednja stvar, kaj lahko ženska naredi, da se počuti bolj ženstveno. Mogoče si nohte uredi, ker to je absolutno ženska zadeva. Mogoče si frizuro uredi, ker je tudi ženska zadeva. Ker ne bolj enostavno je biti mogoče postrižena na neko frizuro, ki je čisto enostavna. Ampak da si probate narediti frizuro. Mogoče, da se našminkate, majčkeno poudarite svoje čudovite oči, mogoče majčkeno poudarite vaše zapeljive ustnice. In to ni nič narobe, ker v bistvu s tem samo poudarite delček vas in se vi boljš počutite. Zdaj pa naprej, če boste brali knjigo Onkraj Marsa in onkraj Venere, v tej knjigi razlaga avtor, da ženska takrat, ko se uredimo in se zaradi tega počutimo boljše, vplivamo celo na krepitev spolnih hormonov, kot sta estrogen in progesteron. Se pravi, če ste v meni in da vam delajo močno hormoni po svoje, čas je, da začnete skrbeti za sebe. In s tem boste že vplivali, spodbudili delovanje hormonov, s tem boste vplivali tudi na nenazadnje vnetje, oziroma ne vnetje, proti suhosti nožnice, ker pravijo, da pač ženska omeni, da imajo vse težave s tem, ampak ni nujno. To samo kaže, da mogoče majčkeno premalo pozornosti dajete svojemu hormonskemu stanju in da to vaše hormonsko stanje je podkrepljeno s tem, kako se oblečete, kako se počutite, kako z ljubeznijo skrbite za sebe. No, tako da v glavnem vse imamo absolutno moč, tako da naredite nekaj v tej smeri in boste videli, vaše telo in vaši odnosi vam bojo kazali točno sliko tega, kar vi nosite v svojem srcu.
Tako da podkrepite vi ženske svojo žensko moč in s tem boste pomagali tudi vašemu moškemu, da bo lažje v svoji moški moči. Tako da današnji nasvet zelo skoncentriran, mogoče zdaj še kakšno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo za vse tiste svetle, stare duše, ki smo na potovanju skozi življenje, kaj nam stvarstvo sporoča prav pri teh spolnih zadevah, ne? Ker ženska, moška moč, se pravi spol nas definira, ampak hkrati pa določa tudi, kako se odzivamo na svet, ne? Prva je prišla voda. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Mogoče več vode, mogoče več kopeli, mogoče kakšna savna. In sploh ne vem, kje sem to prebrala, da že vem, Ana Drevenšček, Rdeči šotor, je pisala članek o tem, kako v bistvu savnanje, sploh turška kopel, parne kopeli, so nekoč ženske uporabljale, ko je bil en cikel skozi, da so vse celice sčistile iz svojega telesa, da so se ščetkale in da v glavnem da to sveti obred pri novem ciklu. Tako da v glavnem jaz obožujem savno, res jo imam rada in mogoče si kdaj privoščite nekaj časa za to, da razvajate svoje telo, zato ker ga imate radi in zato ker ga cenite. Tako da uživajte v svojem telesu, dovolite, da se izražate, ker tukaj prva, druga čakra je povezana s tem, kako se jaz izražam v svet, kako se postavim, kako sem samozavestna in nenazadnje ta energija teče po hrbtenici navzgor in vpliva tudi na mojo inteligenco, na to, kako se dejansko inteligentno izražam v svet. Tako da v glavnem uživajte in pri vsem, kar delajte, naj vam pomagajo vsa svetla bitja. Uživajte in lep dan.